Pepa Pusa je na prvi pogled videti preprosta, z živahnimi barvami, prijaznimi glasovi, kratkimi epizodami in zgodbami, ki se zdijo neškodljive in varne. Toda v trenutku, ko se ne osredotočaš več samo na Pepo, ampak začneš opazovati ozadje, se celoten ton oddaje tiho spremeni. Liki se pojavljajo in izginjajo iz prizorov brez razlage. Nekateri se pojavijo na mestih, kjer jih logično ne bi smelo biti. Drugi so predstavljeni, bežno opaženi, nato pa popolnoma pozabljeni. Pepa Pusa se pretvarja, da je preprosta, vendar ozadje pripoveduje povsem drugačno zgodbo. Ena, polna čudnih vzorcev, manjkajočih likov in podrobnosti, ki sprožajo več vprašanj kot odgovorov. Eden najjasnejših primerov tega je gospod Labrador, lik, ki se zdi, kot da obstaja povsod hkrati. Večina gledalcev ga prepozna kot člana gradbene ekipe gospoda Bika. Pogosto ga vidimo, kako upravlja težko mehanizacijo, pomaga pri izkopavanju cest ali sodeluje pri gradbenih projektih, kot da je to njegova stalna služba. V epizodi Gospod Bik v trgovini s porcelanom, ko gospod Bik razbije svoj čajnik, gospod Labrador mirno pove, da ima zakovičarski pištolo. Imam zakovičarsko pištolo! Izreče to s tako sproščenim samozaupanjem, da takoj opredeli njegovo osebnost. Kar pa njegovo prisotnost naredi vznemirjajočo, je, kako zlahka menja vloge. V drugi epizodi nenadoma vodi kombi za sladoled in uporablja isti počasen, sproščen glas, kot da je prodaja sladoleda le še ena začasna naloga. Preden se vrne na gradbišče, postanejo stvari še bolj nenavadne. Ko pogledate, kje vse se še pojavi gospod Labrador. Med Pepino obiskom Londona ga lahko vidimo oblečenega kot enega od kraljičinih stražarjev, kako tiho stoji in opazuje, kako Pepa in njeni prijatelji vstopajo v palačo. Ko prašičja družina potuje v New York, se gospod Labrador ponovno pojavi, tokrat s fotoaparatom v roki in se pretvarja, da je turist. Postavljen je dovolj blizu družini, da skoraj izgleda namerno, kot da dokumentira njihove premike. Potem je v Parizu spet tam, s pripravljenim fotoaparatom, tiho opazuje iz ozadja. Isti lik, ki se pojavlja v več državah, vedno v bližini in vedno opazuje, se vse manj zdi naključje. To odpira neprijetno vprašanje, ali je gospod Labrador preprosto ponavljajoči se stranski lik, ali pa je naj bi bil nekdo, ki namenoma opazuje Pepo in njeno družino. Iz razlogov, ki jih oddaja nikoli ne pojasni, je še ena skrivnost povezana z otroškim likom, ki tehnično obstaja, a nikoli ni povsem sprejet. Oboževalci jo pogosto imenujejo Karol Krava. Prvič se pojavi kot neimenovano teličko v ozadju, ki sedi med občinstvom med božično predstavo gospoda Krompirja. Ni predstavljena, ne govori in je nihče ne opazi, preprosto je tam. Potem se začne tiho pojavljati poleg gospe Krave v več epizodah, vključno z izleti v London in prizori, ki se dogajajo na javnih mestih, kot so nakupovalna območja. Sčasoma so oboževalci opazili njeno ponavljajoče se pojavljanje in ji dali ime, kar oddaja sama nikoli ni storila. Sčasoma je Pepa Pujsek potrdila, da je ona hči gospe Krave, vendar tudi potem, ko je postala uradni lik, ostaja nenavadno oddaljena od glavne zasedbe. Kar naredi Karol Kravo resnično vznemirjajočo, je to, kar se ne zgodi. Nikoli ne obiskuje šole gospe Gazele, se nikoli ne igra s Pepo in nikoli ne komunicira z drugimi otroki. In potem, po nekaj pojavitvah, popolnoma izgine. Najbolj zaskrbljujoče pa je, da se ne pojavi niti na poroki svoje matere z gospodom Bikom. Če je gospod Bik zdaj njen očim, njene odsotnosti ni več mogoče prezreti. Oddaja ne ponudi nobene razlage, kam je odšla ali zakaj je izginila. Zato gledalci ugibajo, ali se je preselila, so jo tiho izpisali, ali pa je preprosto pozabljena podrobnost. V svetu, ki se redko ozira nazaj, postane ozadje Pujsa Pepa še bolj nenavadno. Če pomislite na pirata Rdečobradca, je ta odkrito pirat in oddaja tega dejstva nikoli ne skriva. Njegova podoba se pojavlja v otroških slikanicah, med festivalsko epizodo pa je njegov obraz mogoče videti na plakatih in transparentih po vsem mestu. Zdi se, da je celotna skupnost seznanjena s tem, kdo je, vendar ga nihče nikoli ne obravnava kot zločinca. Namesto tega ga slavijo, prikazujejo in tiho sprejemajo. To odpira zaskrbljujočo možnost, da Pepino mesto bodisi tolerira piratstvo ali pa ima od tega na nek način korist. Ne glede na to, ali je bil festival organiziran v njegovo čast, financiran z njegove strani ali pa preprosto izkorišča njegovo podobo, oddaja nikoli ne pojasni, zakaj je pirat obravnavan kot lokalna ikona. S kapitanom Rdečebradcem je povezana tudi papiga Poli, hišni ljubljenček dedka Pujsa, ki postane veliko bolj sumljiva, če ji posvetite več pozornosti. Na slikah povezanih s kapitanom Rdečebradcem je Poli prikazana, kako skupaj z njim zakopava zaklad, kar močno namiguje, da je bila vpletena v njegove zločine. Kljub temu je Poli prikazana tudi kot zvezda. Njena podoba se pojavlja na škatlah kosmičev, ki se prodajajo v trgovinah, s čimer postane komercialna maskota. Ta nenavadna dvojna identiteta, kriminalna sostorilka in tržno prepoznavna ikona, nakazuje, da v svetu Pujsa Pepa slava zlahka izbriše prestopke. Gospod Lisjak predstavlja še en primer sumljivega vedenja. Skrit vsem pred očmi, vodi trgovino, ki prodaja prav vse, pogosto pa sprejema absurdne oblike plačila,
kot so gumbi od Georgea. Zdi se samozavesten, uglajen in popolnoma brezbrižen glede izvora svojega blaga. V epizodi Nočne živali ga vidimo, kako se plazi blizu dedkovih piščancev, kar je vizualna šala in namik na njegovo tatinsko naravo. Kasneje skrivnostno izgine dedkova priljubljena zbirka stekleničnih čolnov, ki se nato ponovno pojavi na prodaj v trgovini gospoda Lisjaka. Sum še poveča dejstvo, da je gospod Lisjak kasneje na letališču opažen v zelenem suknjiču, ki deluje kot namerna preobleka. Ali je bežal iz države, ali pa se je le skrival vsem pred očmi, oddaja pusti namig v zraku. Miška Mandy je še en lik, katerega prisotnost postane bolj zanimiva, ko opaziš njen zgodnji pojav. Pred njeno uradno predstavitveno epizodo se Miška Mandy na kratko pojavi v ozadju med izletom v London, delno odrezana s kadra. Nihče je ne opazi, a je očitno tam. Ko končno postane glavni lik, jo v oddaji predstavijo brez pompa. Miška Mandy uporablja invalidski voziček in nihče tega ne obravnava kot nekaj nenavadnega. Ni posebne poučne epizode ali dramatične razlage. Preprosto je del skupine, dejansko pa oddaja poudari, da je pogosto najhitrejša med otroki. Njen prejšnji nastop v ozadju deluje namerno, kot da je bila vedno mišljena kot del Pepinega sveta, le da je čakala na svoj trenutek v središču pozornosti. Molly Kurt se v Pujsi Pepi pojavlja bolj neopazno in nedosledno. Jasno je, da je del razreda gospe Gazele, vendar se pojavi le, ko skupina potrebuje dodatne otroke. Na zaslonu pove en stavek, se odzove na dogajanje, nato pa se spet umakne v ozadje. Molly se zdi manj kot popolnoma razvit lik in bolj kot nekdo, ki obstaja zgolj zato, da zapolni prostor. Prisotna, a nikoli v središču. Penny Polarna, medvedka, pa se zdi pomembna. Kljub svojemu omejenemu pojavljanju nosi očala, igra hokej na ledu in ima jasno izraženo osebnost. Kljub temu za daljša obdobja izgine, nato pa se vrne, kot da je bila ves čas tam. Njena nedosledna prisotnost daje občutek, da ni le stranski lik, ampak bolj nekdo, na katerega ustvarjalci serije preprosto pozabijo. Belinda medvedka je skrita na drugačen način. Ni spregledana zato, ker bi se zlila z okolico, ampak zato, ker pripada starejši skupini, na katero se serija redko osredotoča. Pojavlja se skupaj s Chloe in drugimi starejšimi otroki, ter odkrito pove, da je skoraj stara, 10 let. Skejta daje nasvete in se obnaša kot nekdo, ki je že prerasel Pepin svet. Njen videz in odnos jo ločita od drugih, kar jasno pokaže, da se svet Pujsa Pepe razteza onkraj igralne skupine, čeprav serija tega redko raziskuje. Gospod Medved predstavlja enega najbolj nenavadnih primerov sploh. Pojavi se natanko v eni epizodi in ga nikoli več ne vidimo. Nobenih stranskih pojavitev, nobenih ponovljenih vlog, nobene omembe. Obstaja le za kratek čas in nato popolnoma izgine, zaradi česar se zdi kot pozabljena datoteka, ne pa kot pravi prebivalec Pepinega mesta. Gospa Jazbec se zdi pomembna, ko se pojavi, saj vodi veliko kmetijo in samozavestno vodi otroke po njej. Vendar se njeno osebno življenje zdi nepopolno. Čeprav oddaja navaja, da je poročena z gospodom Jazbecem, ga redko vidimo ali omenimo, zaradi česar se zdi, kot da je bil celoten del njenega življenja odstranjen iz pripovedi. Na koncu je tu še gospod Gazela, lik, ki tehnično sploh ni prisoten. V znanstvenem muzeju ga ena izmed slik prikazuje v stari vojaški uniformi, ki sega stoletja nazaj. Glede na to, da je močno nakazano, da je gospa Gazela nesmrtna, portret nakazuje, da je morda tudi njen mož nesmrten. Če to drži, potem gospod Gazela ni izginil. Preprosto je drugje. Morda spi, se skriva ali pa čaka na čas, ko ga bo oddaja ponovno omenila. Ko enkrat začneš opažati te like v ozadju, Peppa Pujs ne deluje več kot preprosta otroška risanka. Postane svet poln nedokončanih zgodb, pozabljenih ljudi in pripovedi, ki se dogajajo tik izven kadra. In bolj kot pozorno gledaš, bolj postaja jasno, da ozadje Peppa Pujs sploh ni prazno. Ozadje opazuje tudi tebe.